Sem, kot ste že slišali, Ksenija Medved, prihajam iz Ivančne Gorice, sem pa tudi članica Zavezništva za dvig bralne kulture in pogovora o knjigah. Če spustimo pač te funkcije različne, sem predvsem bralka, nekako to smatram za svojo identiteto. Tudi bolje poslušam, tako da kdorkoli želi, lahko pride do mene. Boljš kot pa kaj razlagam, tako da upam, da bo tole šlo. V 37 letih knjižničarskega dela sem lahko opazovala, kako so se spreminjali knjižni trgi, vrednote, knjižna ponudba, kako smo tudi sami nasedali kampanjam, reklamam, lobijem, računalniški tehnologiji in podobno. V vsem tem je seveda simptomatična nižja izposoja, predvsem slovanskih, tudi seveda med tem slovenskih knjig. Obe veji literature se izposojata pomembno manj kot ameriška, amerikanizirana, kot smo že danes slišali, zahodna. Pri tem pa seveda lahko vsi skupaj s prostim očesom opazujemo, kako Zahod slovanski svet potiska ob stran, ga podcenjuje, obravnava klišejsko kot kakšne barbare, kot svet, kjer je vse blodnjavo mogoče. To recimo tudi lahko spremljamo tudi v literaturi. Tukaj je sam primer, tukaj je sodelujoči Iztok Osojnik in pa Andrzej Stasjuk v knjigi Fado razpreda ta podobno in Jurij Andruhovič tudi se lahko primerja s temi ključnimi besedami. Zdaj, kolikor je res, da marsikateri pomislek velja o slovenskem karakterju in medsebojnem sovraštvu, je pa tudi res, da sodobni ustvarjalci, pisatelji, pesniki, intelektualci zelo dobro detektirajo vzroke, vzorce in rešitve za sodobnega človeka. Prav zato, ker se mogoče obračajo nazaj, poanalizirajo, znajo iskati vzroke. In če smo pozorni, iz tega prihaja ogromno zelo pomembnih pobud, literarnih izdelkov in tako dalje, ki so, kot nas je opozoril v predhodnem videoposnetku tudi Iztok, so še kako zaznamovali zahodni svet. Za izhodišče, kako knjižničarji navdušujemo oziroma poučujemo ostale o kakovostni slovanski literaturi, pa sem naredila majčkan raziskave in sicer na način, da smo vzeli kar število vnosov po narodnostih oziroma jezikih na portalu Dobre knjige pod lupo. Se pravi, na portalu Dobre knjige vnašamo knjižničarji knjižne novosti, klasike, skratka dobre knjige po našem mnenju in sicer iz vse Slovenije. Za pomoč pri analizi sem prosila Luano Malec, administratorko, in sicer lahko vidimo, da je v prvem tortnem prerezu. Lahko opazujemo, da je razmerje med slovanskimi in ostalimi vpisanimi knjigami skoraj pol-pol. Vendar, vedeti moramo, da so v tej polovici tudi Slovenci. Tako na koncu, ko izvzamemo Slovence, ostane, da čisto natančno povem, 9%, natančno 9%. Od tega je južnoslovanov 4,1%. 2% vzhodnih Slovanov, 2,6% zahodnih Slovanov. Se pravi, tukaj delež Slovencev pade na slabo tretjino.
lahko tako le razdelimo. Oziroma dobro tretjino. Ko si pogledamo še bližje, se pravi po narodnostih, pa je situacija še malo slabša. In sicer malo boljše gre samo Hrvatom in Srbom, z 1,5% Hrvatom, 1,1% Srbom. Vsi ostali, kot vidite tamle na koncu, pa so bližje ničli kot enki. Sicer je verjetno razlogov za to več, ampak tudi kakšna je produkcija, koliko pač izide, ampak kaže pa tudi o naši zavzetosti za svetovanje. Pri tem lahko rečem še, da imam jaz dobršen del pri tem, skoraj polovico vnešenih, tako da, ja. Tudi o tej samotnosti. Slovanska literatura dobro detektira, zna povedati mnogo več, kot si mogoče upamo razpravljati sami, ki pač želimo pripadati večini zahodov in tako dalje. Ja, tole je tudi iz knjige, ki sem je že omenila, Andrzej Stasiuk Fado, a prav povem. Stasiuk. Ja, in pravi takole: ta samotnost, ta večna osirotelost, za katero ni zdravila. Ker zdravila ne učinkujejo za nazaj in ne zmorejo oživiti tistega, kar je umrlo. Večna, nenehna samotnost in zapuščenost. In potem naštela post-velikomoravska, post-jagelonska, post-austro-ogrska, post-jugoslovanska, post-ljudsko-demokratična samotnost. Ništrc zgodovine in prazna figa sedanjosti. Kakšno zgodbo je mogoče skropucati v jeziku, katerega slovnica ne predvideva prihodnega časa. Tako, glede na število izposoje, ki jo pač lahko spremljamo v svojih knjižnicah in pa tudi mogoče na primeru portala Dobre knjige, lahko opazujemo stanje. Želim pa spomniti na nekatere strategije za izboljšanje položaja. Se pravi, da ne bi bilo več tega ništrca, odsotnosti prihodnosti, pomanjkanja samozavedanja, amerikanizacije in tako dalje. Skratka, prva strategija, veliko jih poznamo, knjižničarji že pri obravnavi oziroma pri drugih, se pravi, kadar populariziramo, popularizacijah. Strategije so, da najprej, kot smo že slišali danes Špelo, da najprej sami prestopimo prag amerikanizacije, prag klišejskega pogleda na slovansko literaturo, na to, da nam lahko ponudi le pogrevanje zgodovine in podobno. To je eno tako čisto intimno delo. Potem, da sami beremo več tovrstne literature in se pa učimo o njeni kakovosti, da bolj priporočamo tovrstno literaturo in seveda tudi na portalu Dobre knjige. Kar se tiče pa v knjižnicah, imamo pa različne strategije. Veliko razmišljamo v knjižnicah o zbirkah, o postavitvi zbirk, o organizaciji tudi južnoslovanskih knjig. In vidimo, da so mnoge knjižnice postavile slovanske knjige kar med ostale. Zato nekako, da jih podtaknemo, da se mogoče bolj izposojajo. Zdaj ne vem, kako je s tem poskusom drugod. Pri nas kakšne velike razlike se ni pokazalo, ker pač v naši knjižnici še imamo knjige oziroma slovanske narode posebej postavljene, sicer res blizu
bližje pultu, na upravi pa so vsi romani pač skupaj po abecedi. In ja, ob tem mi je prišlo na misel mi je prišla prav še ena misel iz knjige Fado. Mogoče bo takšna prihodnost. Naše domovine, naše dežele bodo izginile kot duhovne, kulturne referenčne točke. Izginila bo Poljska, Italija, Francija in tako dalje, zakaj pa ne? Vse več stvari izginja in pojavlja se vse več novih. Ostal bo Fiat, Coca-Cola, Microsoft, Nike, Johnny Walker. Potem boste izginila tako Fiat kot Ford, izginila bo Nokia in nastala bodo njihova bodoča popolnejša utelešenja, h katerim bomo molili, jih prosili za tolažbo in upanje. Zelo mogoče, da se bo ravno na ta način Zahod končno povezal z Vzhodom. Brezdomnost duhovnih emigrantov bo naposled postala skupni dom. Ja, mogoče pa bo iz izginjanja vendarle vzniknilo hrepenenje. Skratka, mogoče v razmislek tudi tako organizirati te zbirke. 5. strategijo smo preizkušali v nekaj sezonah v naši knjižnici in sicer v sodelovanju s KUD založbe Police Dubove, s tamle sedečima Tatjano in Istokom. In sicer najprej smo se srečevali na Istokovih bralnih klubih, kasneje smo še naprej razmišljali, kaj bi še lahko ukrenili in smo se odločili tudi nekaj sezon oziroma tri sezone vabiti mejce prevajalce. In skratka, prevajalci so se izkazali za odlične goste in so tudi oziroma obiskovalci zelo navdušeni nad njimi, saj imajo res en tak meta pogled na knjigo, na dogajanje literarnem področju, seveda imajo močan stik z obema jezikoma in z ustvarjalcem tudi ponavadi. Tako da to je bilo tudi zelo dobro obiskano. Smo pa s ciljno skupino delali tudi že prej. Se pravi, ali smo povabili bralne mentorje, s katerimi smo delali že prej, člane bralnih klubov, pa tudi splošno vabljeno občinstvo, ki pa se odziva na literarne predstavitve. Kot 6. strategijo smo preizkušali branje slovanskih knjig v bralnih klubih. In sicer, kot sem rekla, oziroma tukaj bi najprej še pokazala, s komu se je možno narediti bralni klub. To so vse moji bralni klubi, kako ne rečem, izvajam bralne pogovore z najmlajšimi, potem srednjo generacijo, so tule desno, s študenti, s temi se ljubimo kar takole tudi, ki je v kakšni kavarni, z mentorji po šolah, to je tista slika 2, in pa s knjižničarji in s knjižničarji v občini naši, pa seniorkami, s katerimi smo pa prve začele bralne klube. Potem pa vmes enkrat se je zgodilo res srečanje s že omenjenim Istokom in Tatjano. In sicer Istok smo z njim organizirali kar literarni klub z naslovom Bralni klub z dr. Istokom Osojnikom. Tukaj ponovadi nismo slikali to oziroma fotografirali, ker smo bili tako zagnani pri razpravi, tako da tole je že so bolj izjeme, ko izstopi bralni klub tudi malo ven, je tukaj tudi Jana Unuk, ko je predstavljala Tokarčukovo Jakobove bukve. Tamle pa smo šli z bralnim klubom v Slovenski narodni dom, librarija.
na srečanje z Radko Denemarkov. Pa nekaj smo tudi brali tam. Skratka, takrat, ko sta prišla Tatjana in Iztok v našo občino, se je bralna pokrajina pomembno spremenila. Tako da ni res, da ne moramo nič prispevati, nič narediti, ničesar spremeniti. Pač porinite prej, no. Seveda pa, ja, začne se pa doma. To je pa pač domača bralna vzgoja in pa tudi pogovor o knjigi. To je moja vnukinja, stara, tako da se tudi tukaj da narediti. Zdaj, jaz smo zelo kratka priporočila, oziroma krajše kot Đorđa. Mogoče samo to, da malo spomnim, so pa tudi objavljeni na daljši način na portalu Dobre knjige. In sicer mogoče je tale srbski, beograjski trio, pripoved o mučenju na Golem otoku oziroma v totalitarnih sistemih. To je že kar nekaj povedanega, a ne o čem ne bi ta knjiga govorila, tako sem se nekako odločila, da skrajšam. Opisuje ravnanje, značilno za totalitarne sisteme, dogaja se v Beogradu in na Golem otoku. Z izdajalci so v takih sistemih opravili s pomočjo psiholoških prijemov, pripravili so jih, da so se zaporniki mrcvarili med sabo. Imeli so 3 naloge, da mučijo sojetnike, da vohunijo in izdajo nove informbirojevce in da podpišejo dokument, po katerem se bodo po uspešni prevzgoji priključili UDI. V tej knjigi britanski vohun Lawrence Durrell se zaljubi v učiteljico hrvaščine in se res pobondovsko loti reševanja njene družine in pač nje z Golega otoka. So pa v igri avtomobili, čolni, vohunske povezave in združbe, oprema, orožje, kartografsko gradivo. Skratka, ne bom pa izdala, kako se konča. Tako da tega ne naredim pri nobenju od teh knjig. Potem bolgarski, to so še odlomki, mogoče lahko ta čas, ko ne bomo imeli časa. Bolgarski Radoslav Parušev, to je pripoved o usodi nepomembnega malega človeka in o nezmožnosti priti iz notranjih miselnih svetov. Gre za postsocialistični kafkovski družbeno-kritični roman o tem, kako krivdo naprtiti malemu človeku, medtem ko mafija brez težav opravlja svoje kriminalne dela. Zelo znano. Roman ima 3 dejanja. V prvem izvemo, kako manjšega filmskega producenta Ivana Ivana Aleksandrova obtožijo prevare s kopijami računalniških programov. Na svojem računalniku ima pa skopiran Windows. Tako da, ja, v drugem delu postane precej krvavo in nasilno, glavni junak odrašča skozi nepredstavljivo trpljenje v zaporu. V tretjem delu pa v zaporu snemajo resničnosti šov, naš junak nima več kaj izgubiti, zato se upre ponudbi producentov, da bi sodeloval pri promociji sozapornika, kar naj bi sprožilo glasovanje naroda na način, da bi pač on zmagal in potem bi prišli na oblast nacisti. Vse, kar beremo, je tukaj okoli nas, pač če ni še kaj komu jasno izvemo, kako deluje manipulacija od znotraj in da je znotraj v zaporu oziroma taborišču tudi že večina od nas. Potem je en primer hrvaške literature, pripoved o tujosti, se pravi begunska literatura in pa tudi tujost samo v sebi. Arjeta iz obleganega gradiva, ki se Sarajeva pribeži v Pariz
Tukaj želi študirati filozofije, a to se ji nekako ne izide. Sabo pripelje mizo iz češnjevine in na njo zlaga fotografije, ob katerih obuje spomine. Izvemo, da je v vojni izgubila oba brata dvojčka, tako tudi mamo. No, njeno življenje na glavo postavi narcistični slikar in fotograf Arik. Stremini ga v tako njene absence, se pravi izgube zavesti, ki jih je imela že kot otrok, pa se stopnjujejo. Stopnjuje se tudi praznina v njej, depersonalizacija, izguba jaza. Tujost samemu sebi, ki je hujša kot to, da si na tujem. In pa še zadnja, primer Makedonske, ta je pa meni zelo ljuba, z naslovom Hrapeško, pripoved o neusahljivosti ustvarjalne sile. Hrapeško je pripoved o grozstasnem makedonskem silaku, v prevodu je to Hrastov sin, nenavadno spreten vrtnar, ki ga kot znamenitost ali mit živo legendo kažejo turistom. Navdušeni popotnik ga vzame s sabo v Francijo, tam spremljamo njegovo preobrazbo iz neukega nasilneža v umetniškega steklopihalca. To je to. Hrapeško se ne ustali, je tak nemeren duh, vrne se domov, ima več žena, skratka, gre pa res za eno tako neusahljivost ustvarjalne sile, mogoče prototip nekega makedonskega umetnika, tako da, ali pa nasplošno. Tako da s tem tudi zaključujem in upam, da branje in spodbujanje k branju postane del vašega vsakdana še bolj.